27.5.8, direkt izpred parlamenta. Z nami je gospod Ceglar Tomislav, ki pred parlamentom stavka. Povejte nam, zakaj. Jaz stavkam zaradi politične psihiatrije. Politična psihiatrija se je dogajala v prejšnjem režimu, nadaljevala se je pa tudi v samostojni Sloveniji. Samo tega noče noben priznati. In sicer jaz sem zato, da se sprejme neki zakon, ki bo te žrtve rehabilitiral, in sicer, da se jim bo država opravičila, ne, in jim dal tudi neko odškodnino za te zlo dela, ki so jih pretrpeli. Ne pa, da se bo govoril, sej teh ljudi je malo, sej nič ne rabijo, ne, in se bojo tako in tako umrli, zakaj bi se pa matra pa sprejema kakšne zakone. Ne. In če že govorimo o vseh drugih stvarih, je cajt, da se tudi ta neprijetna stvar pove. To je bila zadeva, ki je uvožena iz Rusije, in sicer od konkretno takratnega KGB-ja, in sicer je imela pa bivša SDV roko na dno, ne, in pa taki temu primerni ljudje. Ne. In skrajen cajt je, da se tudi nekaj spregovori o tem. Mogoče malo več, da se tudi naredi, kaj jaz vem, kakšna, mislim, ne okrogla miza na televiziji, kaj je tist na televiziji oddaja. Vroča tema. Ja, kakšna vroča tema na televiziji o tej zadevi, ne. Prosim, če se lahko naredijo vroče teme o teleh eurosongih in tako dalje, zakaj se pa ne bi tudi o tem naredili? Politična psihiatrija je torej imela mnogo žrtev, za katere mi sploh ne vemo. Ne, sploh ne vemo. Niti ljudje se nočejo izpostavljati, niti ljudje se nočejo boriti za to, niti nočejo govoriti pred televizijo o tem, ne, ampak jaz sem pač rekel, Eden bo prvi. Ja, eden more ta molk pretrgati. Ne? In o tej zadevi se je treba začeti tudi pogovarjati. Torej, ob povojnih pobojih, ob izginjanju ljudi se je torej v režimih, tako prejšnjem kot sedanjem, dogajala politična psihiatrija. Tako je. Tako je, in čas je, da se to spregovori, ne samo s to razliko, da v samostojni Sloveniji se ni toliko zaradi politike, kot mogoče zaradi gospodarskega kriminala. Aha, torej tisti, ki bi sistemu bil potencialno nevaren, je klasificiran. Ja, je podzmešan. Aha. In tak potem ni dobil službe, mimo, da so ga dali v norišnico, ne, ampak enostavno... So mu pa dali kartoteko. Ja, so mu dali kartoteko in enostavno je imel vse poti zaprte. Ne. Ni dobil nikjer službe in mu ni preostal, kot da se bori. In proti temu interesantno je, da nobena inštitucija ni hotela pri nas o tem slišati. Niti ne Bavconov svet, niti ne ombudsman Bizjak, žal niti ne Hanžek, ne v tem ombudsmanu pa sploh nisem probal. Dobro, Ja. 3 minute so mimo. Ja. Imate zanimiv zvezek, Deutsche Aktiv, želim vam veliko sreče. Ja, jaz se vam pa... Vam dam lahko levo roko, ker z desno zapisujem. Jaz se vam pa najlepše zahvaljujem, da ste mi prišli in da ste me poslušali, ne. Mislim, vsaj eden, ker naprimer jaz sem srečal eno vašo kolegico, ki mi je tukaj od kanala 202, ne je rekla, zakaj štrajkam, je rekla, ne kanal 200, radio 202, je rekla, sam politično psihiatrijo bom pa spustila. Je rekla, to se pa ne upa. Smo v času, kjer je treba tudi o tem govoriti. Ja, jaz sem zato, da se zadeve enkrat spravijo, poslušajte, kaj so tisti uroslak trenja. Ja. Ne, zakaj pa ne bi uroslak enkrat naredil trenja, pa o tej zadevi tudi spregovoril. Tako prmen duš, jaz mislim, država, če si bo nalila čistega vina, bo lažje plula naprej. Tudi ta čas bo prišel, tako da najlepša hvala. Ja, bo lažje plula naprej, tukaj pa poslušajte, da pa to ni obračunavanje, ampak to je postavljanje stvari na svoje pravo mesto. Najlepša hvala. Ja, enako vam. Jaz sem vam zelo hvaležen, da ste se me spomnil. Hvala. Res lažje bom spal in jutra bom lažje sem prišel. Hvala. Ja, in bom ustrajal, da ne bo eden poklical, se ne bojo že ne pričal. Nasvidenje.